Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. Dober večer, pa smo začeli z adventno sezono Toti Live koncertov tukaj v živo iz Totega studia in komaj smo čakali na ponedeljek, ki je načeloma nič kaj prijazen dan, ne? Ampak ko človeka čaka takšen večer kot danes, potem je to nekaj čisto drugega. Luka Sešek. Dober večer, Toti Radio. Lepo zdrav. Fajn, da si prišel in nisi prišel sam, to moramo takoj na začetku povedati. Vse skupaj bo vrhunsko akustično zvenelo, ravno zato, ker je z nami tudi odličen Tine Lustek. Res je, evo ga našega Tinca. Aplauz, Najboljši akustični kitarist v Sloveniji. Kakšen duet danes v Totem studiu, da se bo zatresel glavni trg, da se bo zatresel Maribor. Prišla sta odkot z Ljubljane? Prišla sta iz Ljubljane. In kak so vam kaj všeč mariborske lučke? Moram reči, da lučke imate prekrasne, čudovite, mariborski ljudje so tudi najboljši, ampak je pa zelo ena taka velika podobnost z našo Ljubljano. Si našel vzporednico? Sem, ja. Nisem pa našel parkinga. Ja. Tudi prva se zelo težko vidim, da parkirati naše jeklene koničke, ampak smo se znajdali. Imate pa vsaj zelo dobro lokacijo, pa moram čestitati. Tako, in tudi vsi, ki boste morda danes še šli mimo Totega radia, mimo Totega studia, tukaj na glavnem trgu, pomahajte malo not, mi bomo z veseljem pomahali. Noter sedi ena krava. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Definitivno padeš v oči, Luka, tudi kar se tiče tvoje zimske jakne. Ja, v oči bi padel, jaz zelo ne težko padam v oči. Ne, to je pa v bistvu... Ni podalpska. Ne, je, to je neka alpska zadeva. Jaz sem zelo bil ne samozavesten, da je dan gor, ampak moj modni oblikovalc na rekovajih, ker sem res slab jaz s cunami, je rekel, Luka, probi to, folko bo zikar zelo zanimivo. Verjetno bojo kakšni negativno komentirali, kakšni pozitivno in res je, ampak jaz sem jedol s ponosom in samozavestjo gor, zato da se mal povežemo še z njenim imenom, spotom, ki sem ga izdal včeraj. Evo, fino. Marsikaj bo danes tudi premierno prvič, tako da smo res veseli, da smo ravno na Totem radiu tisti skupaj z vami, poslušalkami in poslušalci, ki bomo marsikaj danes slišali tudi prvič. Sicer pa, če želite videti, kako izgleda Lukova jakna, definitivno morate na naša družbena omrežja. Tudi kolegica Anja Škrlec je z nami v studiu. Anja, zdravo. Zdravo. Evo, in Anja bo ves čas skrbela, da boste tudi slikovnega materiala imeli več kot dovolj. Točno tako. Tako na naših družbenih omrežjih. Evo, super, začeli bomo pred trenutno absolutno največjim Totim hitom, tudi tukaj na Totem radiu. Največja napaka. Hvala lepa res Toti radio, da me vrtite in da podpirate slovensko glasbo, da podpirate mojo muziko, to mi res veliko pomeni. Prišel si, tudi takrat smo bili hvaležni o predstavi, tudi k nam, ko je šla največja napaka, si že bil takrat prvič v tem studiu, sicer ne live, ne, tako kot boš danes, ampak ta največja napaka je, najbrž dobivaš kar res dobre odzive, ne samo pri nas, ampak na splošno, ne. Ja, jaz sem v bistvu s to mojo solo kariero še toliko na začetku, da če se mi 1, 2, 3 javijo, mi to že zelo veliko pomeni. Ampak največja napaka je bila zagotovo, je bil to moj prvi singl, s katerim sem prebil mojo solo karierni let. Ja. In se mi zdi, da se vsak dan bolj prijema. Tako da raste lepo, jaz sem vesel, ljudje so jo sprejeli in zdaj imam že tretjo za ponuditi, že tretjo pesem. Na to sem najbolj ponosen v bistvu. Skratka, največja napaka je dobila tudi bratca in sestrico, ki jo bomo danes obe slišali. Ne? Ja, z veseljem. Ja, ok, tega se veselimo. Drugače pa je ta zdaj največja napaka bila v bistvu tvoj comeback nazaj nekako v pop vode. Ne? Ker smo te vseeno kar zdosti zdaj imeli vedno kot frontmana, tudi kot pevca v ansamblu Saša Avsenika. To je en del tvoje kariere, ampak ta pop ti je vedno odlično ležal in očitno nisi mogel brez njega. Ne, jaz tudi, ker sem samo Avsenika prepeval, sem v bistvu poslušal veliko te muzike, nisem pa nič ustvarjal in zdaj se mi zdi, da sem po vseh teh letih, pri svojih 28 letih v bistvu dozorel, da lahko tudi kaj svojega napišem in kaj svojega ustvarjam in moram reči, da se počutim odlično, da sem začel imeti tudi zaradi moje muzike, ki jo ustvarjam, sebe bolj rad. Na samozavesti sem malo dobil, tako da sem res hvaležen, da imam to priložnost ustvarjati. Predvsem pa sem hvaležen vsem tistim, ki pač poslušajo mojo muziko, zato ker tako kot vajen kruh, tudi moj kruh odvisen od poslušalcev in gledalcev in tistih, ki nas spremljajo, tako da v prvi vrsti sem najbolj hvaležen njim.
In zato smo veseli, da nas je danes veliko zbranih, tudi pred radijskimi spremniki. Ja. Evo, da poslušamo Luko Seška v živo, live, torej iz tega studia. In jaz predlagam, Luka in Tine, da začnemo tale live z največjo napako. Kaj pa Vidno bo sta drugega? pripravljena, mi Ja. pa ne vem, ti nisva, ne. Danes, skratka, no to še morda povemo prej, ne, ko sta prišla prej k nam na toti radio, smo absolutno rekli, nič se ni treba face pripraviti, dušo in srce bomo dali ven danes. To je point muzike. Jaz Bravo. zdaj ne rabim končno nobenega oponašati, ne rabim pet tako, kot drugi hočejo v narekovajih, ampak sem jaz. In vzemi ali pusti varianta. Evo, izvolita. Luka Sešek in Tine Lustek, torej na kitari zdaj in največja napaka. Največja napaka v mojemu lifeu si ti in ko mi že čakam, da grehe spet ponovim. Prihodnost je utopična, pravijo, da je toksična. Jaz vem, kdo je in kaj počne, in jaz hočem tja. Ljubezen je logična, odvisnost je postala kronična. Zmer, ko sva skupaj, sva ikonična. Jaz vem, kdo je in kaj počne, in jaz hočem tja. Zdaj pa Nipke to del, upam, da ne zaserja. Ona je totalno napačna. Midva nikoli ne morava biti sam frenda, fatalno privlačna. Noben do zdaj je še ni mogel handlat. Počutim se zadet, nemiren, ko mi čakam, kdaj se bova spet dobila. To je napaka, ogenj v očeh me fila. Med nama je neka magnetna sila, da se skupaj čas ne obstaja. Tukaj je huda, da bi rabila čuvaja. Sam v njeni glavi dogaja, ona se pali in ohlaja. Pa pol se vrača, odhaja, fore mi izvaja. Pa pol me ljubi, kada jutr ne obstaja. Ta napaka naj traja, priznam, da sem kriv sam z njo. Največja napaka v mojemu lifeu si ti in ko mi že čakam, da grehe spet ponovim. Največja napaka v mojemu lifeu si ti in ko mi že čakam, da grehe spet ponovim. In to je bila največja napaka live na totem radiju. In spreživela sva. Bravo, Luka Lahko Sešek, vem, Tine Lustek, prosim. povej, izvoli. Prvič igram svoje pesmi, prvič igrava to tako za druge in smo zelo počaščeni, da smo to prav prvič v studiu. In mi smo počaščeni, da sta si ravno nas izbrala za prvič. Mislim, to je res enkratno in verjamem, da je pred nami še tudi v nadaljevanju čudovit večer. Prej si rekel, ne, da na nek način še malo v tej svoji solo karieri morda, da se še iščeš, ne, da še želiš najti tisto svoje ta pravo mesto, čeprav ne, kljub mladim letom pa je izkušen na odru, pa že res kaj veliko. Ne? Morda, da vem, prav se mi zdi tudi, ne, da povemo, sem našel eno tako zanimivo stvar o tebi, ne? Ko si igral še v igrah, ne? In je bil keker, si bil rožle. Ja. Zakaj so tebe našli za rožleta? Zato, ker Ti veliko boljše zgledaš kot rožle. Okay, sem glih hotel reči, zato ker zgleda tako malo hudomučno smešen. Ampak, to so bili v bistvu moji začetki na letnem gledališču Studenec. Tam je moj oče začel igrati že 20 let nazaj. In to je bila moja v bistvu prva odrska deska, s katero sem se spoznal in od takrat naprej nočem stopati dol z nje. Krasno in prav je tako in mi te podpiramo pri tem, da ne. Tudi Mama Mia, ne, je bila ena taka zanimiva izkušnja musical. To je bilo pa tako, to je bilo pa že v tistih letih, ko sem se že zavedal, da je Luka živ, star sem bil 17-18 let in to je bil mega uspeh, res polnili smo v bistvu največje slovenske dvorane, Križanke smo napolnili, ne vem, da 15-krat, 20-krat, tako da takrat sem videl, da to jaz res hočem delati in sem pol se tudi odločil, da se bom prijavil na Slovenija ima talent. To je bilo zelo izven moje cone obdobja, ampak sem rekel, če hočem pet,
se moram nekje pokazati in sem zelo vesel, da sem naredil ta korak. Ja, kaj si pevna Slovenija ima talent, če se malo spomniš še? Everybody knows what you knew from the way you talk to the way you Adele. move. Adele. Everybody here. Pa sem v polfinalu sem pel You Raise Me Up, slovenska verzija, Ja. Dvigneš me, ko Tako. dvigneš me. V finalu. Pa narodnjake. Ja, sem pa zapel moje od Modrijanov. Zato, ker Fino. sem že takrat videl in slišal neko sporednico med pop svetom in narodno zabavnim in evo, to so bili te 3 komadi, ki so me v bistvu kot Luka zelo najbolj definirali na začetku. Dobro, kaj predlagate, da bomo slišali zdaj? Kot drugo. Ne vem, imaš Mi nimamo plana, ne? Mi smo rekli, kaj nam bo všeč, to bomo. Boš ne kakšno vem. svojo, gremo zdaj naprej s stanovima 2? Jaz mislim, da bi bilo kul, da Bi bilo kul. pa zdaj le kaj, kar že poslušalcem predstavimo to mojo novo. Ja. Pa glede na to, da imam jaz dom s sabo mojega tinca, kitarista, predlagam, da eno kitico pa refren zapojeva v živo, Dobro. pol pa spustite komad, če lahko. Ja, imamo pripravljenega. Okej. Njen ime, ne? Ja, Je nov single, Ja. to je zdaj ta bratec ali pa sestrica od Največje napake, ki je čisto sveža. Čisto sveža, včeraj je vam prišla. Dobro, To, da je še vroča. okay. In upam, da bo tako ostala. Jo bomo poslušali, pa potem še kaj več povemo. Zmerno, Tudi, hvala. okay. Okej. Z nami torej Luka Sešek in njen ime. Izvolite. Ajde, ti. Yes! Ko pride vikend, se obvezno stara ekipa dobi, petek in soboto žuramo, v nedeljo se spi. Imamo musko, imamo per, imamo viski, imamo mero, ja. Pridem not v bar, ene par, babe se nasmeji, stari dom sem car, zrak kozarc. Totalno zmešano, plešemo, dokler se ne znani, yeah. Stopil sem do šanka, tam bila si ti, prijel sem te za roko, da te zavrtim. Celo noč sem plesal s tabo, čez molano, vse je šlo na glavo. Kako je že rekla, da je ime? A kdo pozna to punco? A kdo pozna to punco? Zaradi nje ne morem spat, kdo bo rešil ta problem? Če jo kdo pozna, naj prosim mi pove. Nini me, nini me, nini me, nini me, nini me, nini me. Nini me, nini me, nini me, nini me, nini me, nini me. Zdaj pa originale. Ko pride vikend, se obvezno stara ekipa dobi, petek in soboto žuramo, v nedeljo se spi. Imamo musko, imamo per, imamo viski, imamo mero, ja. Pridem not v bar, ene par, babe se nasmeji, stari dom sem car, vzem kozarc. Totalno zmešano, plešemo, dokler se ne zdani. Oh, yeah. Stopil sem do šanka, tam bila si ti, prijel sem te za roko, da te zavrtim. Celo noč sem plesal s tabo, čez bolano, vse je šlo na glavo. Kako je že rekla, da je ime? A kdo pozna to punco? A kdo pozna to punco? Zaradi nje ne morem spat, kdo bo rešil ta problem? Če jo kdo pozna, naj prosim mi pove. Njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime. Njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime. Cel naslednji dan sem razmišljal o njej, ne vem kam naprej, jaz več nisem okej. Nimam cifre, ne naslova, nimam pojma, kdo je ona o ne. Kličem kar en folk na okrog, če bi kdo prepoznal. S kom je bila v paru, kdaj je šla domov. Sem jo iskal tudi po Googlu, ko sem upanje že zgubil. Najdu jo bom, to sem si obljubil. Obljubil. Najdu jo bom, to sem si obljubil.
obljubil. A kdo pozna to punco? A kdo pozna to punco? Zaradi nje ne morem spat, kdo bo rešil ta problem? Če jo kdo pozna, naj prosim mi pove. Njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime. Njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime, njeni ime. A kdo pozna to punco? 1,70 m visoka in rjave male se. Pozna to punco, ma seksi dolge noge in ogromen dekolte. Zaradi nje ne morem spat, kdo bo rešil ta problem? Če jo kdo pozna, naj prosim mi pove. Njen ime na Totem radiju, premierno danes, torej Luka Sešek, vrhunsko zveni ena kot druga, ne? Slišali smo jo live, slišali smo zdaj studijsko verzijo, ki jo bomo na veliko poslušali tudi v prihodnih tednih in mesecih na Totem radiju. Res fajn. Kako je to zdaj, njen ime, je to, ne vem, kakšna osebna zgodba, ali si ti samo zunanji gledalec? Ne, v bistvu, če sem čisto iskren, sem streljaj stran, iz Maribora smo enkrat igrali nek dogodek, eno veselico in jaz sem tam spodaj videl eno zelo, zelo lepo punco in zato, ker smo imeli mi tok našponen. Štajerko sem hotel reči. Valda. Štajerko, Franko. In zato, ker pač nismo imeli časa, da bi šel dol iz odra kakorkoli in nisem dobil njenega imena. In potem sem preko vseh mojih vez, ki jih imam na Štajerskem, iskal ime te punce in v bistvu tako se je razvila ideja in koncept za ta komad in tukaj je njen ime. Ok, komad smo dobili, ali punco še vedno iščeš, ali si jo našel? Bom misteriozno tih, zato ker kdo pa ve, mogoče pa pride komad številka 2, ki je nadaljevanje. Ja. A veš, ne? Če pa še ni slišala, pa bo mogoče danes, če je z tega konca, ne? Jaz mislim, da je. Pardon, če je 100. konca. Če je 100. konca, ja. Ok, fino. Dajva se malo ustaviti še, Luka, pri narodno-zabavni karieri. Se pravi, vseeno je en brand, ne? Avsenik je velik brand, svetovni brand, lahko rečemo, kjer si zraven, kjer si tudi odličen. Kak se preklopiš iz pop na narodno-zabavno, pa nazaj, ali ni treba? Ne, v bistvu ni treba. Jaz itak že same cunje povejo in narekojo svoje, kot angor narodno nošo. Ja. Ne bom rekel, da sem drug, ampak v tistem glasbenem poklicu zagotovo sem. In Bog mi je dal ta talent, da prav preveč razmišljati ne rabim. Ja. Sej sem vežbal, pa sej sem priden že celo moje življenje, ampak to je nekako pride vse naravno. In lepo je biti na odru kot Slovenc z narodno nošo, res. Zato sem tudi, za to priložnost in vse priložnosti, ki so se mi ponudile zaradi Avsenikov, sem res neizmerno hvaležen. Pa se ne se to sliši že zlajno, ampak resno mislim, ne. Ja, je pa verjetno kar naporno, ne, držati ta ritem z ansamblom, kot je ansambl Saša Avsenika. Vem, da nekoč mi je Alfi razlagal v tistih starih časih še, pa o Slavkovem ansamblu in tako naprej, pa o dogodivščinah v Nemčiji, pa v Kanadi, pa v Ameriki. Ampak verjetno ta napor kar ostaja tudi zdaj, ne? Ste kar dosti naokoli. Dost smo naokoli, ampak jaz vedno tako hočem reči, da ne glede na to, kjer poklic upravljaš, če ga hočeš upravljati dobro in profesionalno in biti boljši kot drugi, potem je vse zahtevno in vse težko. So pa zagotovo kakšni minusi, to je veliko enih ur vožnje, ampak sej, kaj pa vsi kamionari na cesti, kaj pa tisti, ki se morajo vsak dan iz Maribora v Ljubljano peljati, ne. Tako da čisto redo je. So pa izzivi, zaradi katerih nam ni pol dolg čas. Ja, moram priznati, da tudi meni osebno si vmes všeč, ker zelo dobro kakšno Alfijevo zapoješ, ne? Tak prav paše ti, ne? In jaz sem tudi velik oboževalec Alfija Nipiča, no? To pa ni. Tudi prijatelj in tudi rad Alfi k nam pride, recimo ravno za Martinovo je nazadnje bil pri nas in v tem studiu. In jaz mogoče predlagam, glej, pa tukaj zdaj sredi glavnega trga v tem našem Mariboru, eno Alfijevo, pa bi vseeno lahko, a? Ampak jo bom zapel kot Luka. Kot Luka? Prav? Absolutno. Fino. Dajmo. Se veselimo. A smo pripravljeni? Dajmo.
ni še čist čas za to, ampak uvertura. Pa še. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te, drhteče. Ti naslednji dan šla boš kdo ve kam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Gremo pa zdaj vsi skupaj. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosen je življenja to. In vendar upal bom srčno, da ko leto bo krog, bili bomo spet S teboj. Ko pride polnoč, ko gorile še to ti radio, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te, drhteče. Ti naslednji dan šla boš kdo ve kam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Ja, pa ja, bravo! Nekako smo prišli čez. Ja, Koliko je to lepa pesem. nismo te preveč motla, ne? Kaj? z Anjo. Jaz sem mislil, da boste malo bolj zapela, ampak nisem hotel v ogenj preveč. Ne, je bilo tako fino to, kako sta vidva naredila, Nisem da... hotela tebe moti. Ok, fino, za nekaj minut samo skočimo med oglase in smo nazaj. Čez 3 minute Luka Sešek in Tine Lustek v živo z nami na Totem radiju, v Totem adventnem live. Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. Lepo zdrav in dobro večer, še enkrat v živo iz Totega studia. Ja, začeli smo sezono Toti Live adventnih koncertov in to je december, kot se ga lahko samo želimo. Ob delovnikih zvečer po 20. uri je ravno pravi čas, da si polepšamo marsikateri dan. In sploh, če imaš tako vrhunske live goste, kot je to Luka Sešek danes in Tine Lustek, ki še vedno sta z nami tudi za kitaro. Lepo zdrav še enkrat obema. Evo, tako, zdaj pa gremo še malo pobrskati po tvoji zgodovini, Luka. Ja. Marsikaj smo že povedali, pa šove talentov in tako naprej, pa narodno-zabavne vode. Še ena zasedba je bila vmes in sicer Proper, ne? Jo, ja, tam sem v bistvu začel nek svoj podpis, nek svoj pečat puščati kot Luka, kot pevc. Ja. In ena skladba, ki so jo s Tincom izbrala za nocojšnji večer, je prav Ti boš tam. Okay. In se spomnim takrat, ko smo imeli naš
prvi, v bistvu tudi edini tak solo-oren koncert v festivalni dvorani v Ljubljani. Smo potem par dni potem šli snemati video spot za to pesem, ki jo bo on zapela in imam tako res ene take zelo, zelo lepe spomine. Tudi na vožnjo tja in tam, kako smo snemali. No, interne, ne vem, zakaj sem to zdaj začel. No, ampak, Ampak mi je kar toplo pri srcu, kako dom in proper in z veseljem se spomnim nanj. In z veseljem tudi zdaj s Tincem eno zaigrava. Evo, poslušamo z veseljem, izvolita Luka Sešek in Tine Lustek. Live na Totem radiju. Ja, ti boš tam je naslov. Pa če slučajno kdo od Properjev posluša, s Tincem vas lepo pozdravljal. Evo, fino. To noč ti bom igral lepih rečeh, vso noč ne bom zaspal, le igral o ljudeh. Letijo visoko proti soncu, ako pade kaplja dežja. A ti boš tam z velikim smehom, jaz ostal bom, vrnem se z vetrom svobodnega duha. Prinesem ti košček sveta, ti boš tam, kjer sonce vstaja, jaz ostajam na poti, ki traja, svobodnega duha. Prinesem ti košček sveta. To noč ti bom igral, to noč bom doma igral, opeval dneve z valovi srca. Iz melodije tako vzklije pisan cvet tja gor do neba. A ti boš tam, kjer sonce vstaja, jaz ostal bom, vrnem se z vetrom, obrnem se nazaj, da prinesem ti košček sveta. Ti boš tam, kjer sonce vstaja, jaz ostajam na poti, ki traja, svobodnega duha. Prinesem ti košček sveta. To Tinc. Še zadnjič. Ti boš tam z velikim nasmehom, jaz ostal bom, vrnem se z vetrom, obrnem se nazaj, da prinesem ti košček sveta. Ti boš tam, kjer sonce vstaja, jaz ostajam na poti, ki traja, svobodnega duha. Prinesem ti košček sveta. Ja, bravo, odlično, odlično. Evo tudi v te vode smo se še malo podali, torej zasedbi Proper, ki prav tako predstavlja en lep del tvoje glasbene kariere. Ja, v bistvu je zelo velik del. Ja, veš, kaj mi še pove, recimo, ne? Moram zdaj povedati, to je dejansko prvi intervju, ki ga danes delam, recimo s tabo, in si izjemno prijeten, izjemno skuliran sogovornik. In si sploh ne znam predstavljati, da moraš imeti, recimo potem, ko greš za Avseniki pa na oder ali pa sam pred tako številčno publiko, pa moraš imeti en takšen ego, ne vseeno. Ja. Ne, sej, tako je. Jaz zadnje leto kar veliko delam na sebi. Jaz sem imel sem malo težave s svojim egotom, ampak ne tako mogoče, da bi drugi opazili, bolj sem jaz opazil. Mene je to kar mučalo, obremenjeval sem se s čist nepotrebnimi zadevami. In zdaj se probam pač učiti in vsak dan probam biti boljši, so slabši dnevi, ampak nek zdrav ego mora biti zagotovo prisoten na odru, zato da pokažeš ljudem, da se ne hecaš, da si samozavesten in da veš, kaj delaš. In tudi to me je mogoče kdaj spremljalo v mojem privat življenju, ki me ne bi rabila. Ne? Zdaj pa ja, point je sam, da moraš biti tak, ki si. To je to. Čim pa se hočeš nekaj dokazovati, pa
pa gre pa lahko že hitro dol. Tako in zato smo danes šli v toti studio z dušo in srcem. Kot smo jaz rekli to na tudi začetku, čutim. ne? Tako. Fino. In fajn se imamo, to je toti adventni live z Luko Seškom, Tina Lustega spremlja in slišali smo največjo napako, slišali smo njen ime in imamo še lanski sneg. Letošnjega še nekaj dosti vsem pri nas tukaj ni bilo, no? Ampak lanski sneg je tudi nekaj novega. Ja. Malo nam povej še o tej pesmi. No? Spet je kaj takega bilo? Lušna Štajerka. Ne, kle ni bilo nobene lušne Štajerke, niti Primorke. Kle pač enostavno vse, v bistvu muzika je tako ena taka stvar, da ali se navežeš na se, ali se navežeš na koga drugega, vedno najde pot do tistega in vedno obstaja nekdo, ki se bo začutil in ki se bo najdel v pesmi. Zdaj, upam, da se čim manj ljudi najde v naslednji, ampak upam, da jim bo čim več ljudi ta pesem všeč. Tako da lanski sneg premjerno, Tinc upam, da bo čim manj napak naredila. Vsaj jaz, ti vem, da boš brez hiba. Ajde, te. ne govor prehiter, ne? Gre, lanski sneg. Yeah. Slišim, da si samska spet, za njega si katlanski sneg. Kje je zdaj ta vajin svet? Rekel sem ti neverjet. V prazne obljube in sladke laži, v lepe besede, neiskrene oči. Dovoliš si klicat me sredi noči, a mene boli, ne bom ti lahko. Prevečkrat na te pomislim, ve se, kdo je koga poklical. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. Ve se, kdo je koga poklical. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. Ne, slišim, da si samska spet, za njega si katlanski sneg. Kje je zdaj ta vajin svet? Rekel sem ti neverjet. Ne vidiš več sebe in kaj si postala, a si teh 5 let res sam igrala. Kličeš napačno številko, zdaj vidiš razliko. Vse, kar je on, nisem jaz, on ti bo brisal solze na licu. Ve se, kdo je koga poklical. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. Ve se, kdo je koga poklical. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. Ne v prazno zvoni, ne v prazno zvoni. V prazno zvoni, ne ti. V prazno zvoni, ne ti. Ne ti, v prazno zvoni. Bravo, lanski sneg je bil to, lanski sneg. Tako v bistvu prijeten in topel komad, kljub zdaj, tak, ni čuda, da ni snega, ker bi ga itak pobralo zdaj. Lepa, se vidi, da si speaker, znaš z besedami. Ja, veš. Ja. Prvič je zazvenel akustično, ne Tinc? Sej Tinc je tudi posnel itak vse komade za moje pesmi, razen prvega, ampak tako, koliko je dober, no? Res je dober. Res je. Tako jaz res uživam, kaj svine. Kurja pot. Evo, to nam je všeč. To nam je všeč, da smo iskreni, da smo iz srca danes res in Luka, rekel si tudi, ne, ko smo šli v studio prej na začetku tega live večera, da si res želiš čim več svojih, imeti tudi kmalu toliko svojih pesmi, da boš lahko, evo, na naslednjič mogoče 2 uri prišel na toti live tudi, ne? Zakaj pa ne? In prepričan sem, da je to morda prvi toti live s tabo, definitivno pa ni zadnji. Ne, zagotovo ne. Zagotovo ne. Če me boste še hoteli. Absolutno, absolutno. Sicer pa vidva skupaj igrata in pojeta tudi hite, tudi pesmi številnih drugih
dobro znanih izvajalcev. Lahko bi zdaj mogoče še kako tako, recimo silvestrski poljub nas je prej tudi fajn pobožal. Zdaj, nekaj dni nazaj smo se na Oliverja recimo spomnili, ki bi praznoval svoj rojstni dan, mislim, da 7. Da je bil ta dan, ravno v soboto, ko bi Oliver praznoval svoj rojstni dan in tudi on je en takšen, ki je z dušo in srcem dela, lahko rečem, enako kot ti. Oliver je bil interpret, on je bil res car in njegove interpretacije bi lahko rekel, so mene ene najljubših, kar obstaja. Jaz bi dal njega v bok Michaelu Jacksonu, kar se tiče mojega življenja, ne glasbene stanov zdaj kdo. Kaj je on lika rekel? Ampak name je naredil glih tako pljuvko, kar je naredil recimo Michael Jackson in na Oliverja se spomnim zelo velikrat sedem njegove pesmi gor in tudi zelo velikrat s Tincem zaigrava zdaj naslednjo pesem. Tako sem da ti sudim, saj zdaj klemam, jaz res ne znam hrvaš govorit, klemam imel tekst, pa bom probal nič gledat, pa ga kar probal bolj na pamet zapet, da bo bolj iskreno, tako da ne mi zameriti, če bom zasral. Jaz sem te samo hotel še vprašati, zdaj si napovedal, ne, če bi bila. Jaz bi sam pel. Ker si imelo Michaela Jacksona pa Oliverja, kaj bomo zdaj slišali, ali Jacksona ali Oliverja? Another day is gone. Komod? Evo, ampak Oliverjeva prihaja, tako sem da ti sudim in tokrat v posebni verziji. Luka Sešek in Tine Lustek, izvolita. Hvala. Dolazim, da se poklonim ispred lice tog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi na isto mjesto svođe se, al konac ove naše ljubavi prvi sam odmotao ja. I tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Tko sam ja da ti sudim, jer ljubav je moja kamenje, breme i znamenje, koje uvijek si sa mnom dijelila ti, al dobila najmanje. Jer ljubav je moja kamenje, vreme i znamenje, koje uvijek primiš ti, ja kada napušteni svi, sve što juče su se name zatleli. Tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svođe se, a konac ove naše ljubavi prvi sam odmotao ja. I tko sam ja, a tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Tko sam ja, tko sam ja da ti sudim, jer ljubav je moja
si sa mnom delila ti, a dobila najmanje. Ljubav je moja kamenje, breme i znamenje, koje uvek primiš ti, a kada napušteni svi, sve što juče su se name zakleli. Tko sam ja da ti sudim, o Patincesa. Iz zlatnih snova te budim, tko sam ja da ti sudim, tko? Iz zlatnih snova te budim. Ja! Perfektno. To nas je zdaj pogrelo v decembrskih dneh. To smo tudi rabili. Fino, hvala vama, hvala tudi Oliverju. za tega Olivera in hvala Oliverju. Ja, evo, kako lepo ostaja z nami Oliver, to mi je zelo všeč. Ja, to mi je zelo všeč. Povejta, glede na to, da sem rekel, pogrelo nas je marsikaj, december je, prazniki so vseeno tu, pa vem, da glasbeniki veliko delate med prazniki, ne? Ampak vseeno, ko je čas, kam? Na morje recimo, tako kot se je Oliver tudi umaknil na morje, ali kam Luka tebe recimo vleče, ko rabiš malo časa zase, da se umiriš? V Ameriko. V Ameriko? Ja. Jaz sem pa zelo velik fan Združenih držav Amerike in na zahodna obala je moj drugi dom. Ja. In tja grem res takrat, ko lahko. Če nisem v studiu ali pa če nisem na odru, če imamo počitnice, se moram pol kar malo prisiliti in ko mi čakam, da grem konec januarja spet tja malo pogledati, kaj dogaja with my brothers, you know. Tako da. Odlično, tudi tam dobiš potem kakšne ideje za muziko ali tam ne razmišljaš? Ne, v bistvu tudi tam dobim s Tincem glih delamo na enem komadu, ki ga je Tine napisal, ki bo šel verjetno tudi na mojo novo plato, ki je naslov Mesto angelov, ki opisuje glih to ljubezen mojo do ZDA, do Kalifornije, tako da nekateri me razumejo, nekateri me ne. Jaz grem pa tako rad tja, da Pa to je najbolj pomembno, da greš tja, kjer se ti dobro počutiš, da se duša spočije, da prideš poln energije nazaj, ker takrat, ko bo šel, bo že potem leto 2026 in načrti so, ne? Praviš za 2026. Jaz sem skozi načrt. Jaz sem čas kar malo prevelike načrte, da si rečem, Luka, umir se, da ne boš pol razočaran, če ne boš vseh obklukal. Ampak naslednje leto prihaja moja plata, moja prva plata, na začetku leta bom razkril mojo zelo veliko novico, ki je zelo pomembna zame, tako da to se veselim. Dela se, pridni smo in muzika nas drži po konci in hvala še enkrat, ki jo poslušate in ki jo predvajate, ne? In jo z veseljem bomo tudi nadaljevali. Hvala lepa. Brez skrbi, zato ker si krasna oseba, ker si krasen pevec in dejansko uživamo v tvoji glasbi skupaj s poslušalkami in poslušalci. Jaz zdaj predlagam, da damo piko na i temu našemu res izjemno prijetnemu druženju, ki smo rekli, da je prvo, ne pa absolutno ne tudi zadnje, kar se live-a tiče. Prosim, ne. Vedno sta dobrodošla oba s Tinetom. Največja napaka, ki je trenutno daleč največji toti hudi hit tudi na totem radiju, se mi zdi, da bi to bila ena taka fina pika na i. Z največjim veseljem. Že smo jo slišali, ampak ne moreš se navoliti takšnega fantastičnega komada, kot je to. Dobro? Ok, potem pa dajmo še zdaj enkrat tik, preden se poslovimo, torej še največjo napako. Se bomo pol poslovili. Ja, bomo se, ne? Ja, ok. Ajde, Tinc, gre. Največja napaka v mojem live si ti in ko mi že čakam, da grehe spet ponovim. Gre še en refren, Tinc. Največja napaka
v mojem live si ti. In kaj nam manjka, naj govorijo vsi. Kitica. Hej, prihodnost je utopična, pravijo, da je toksična. Jaz vem, kdo je in kaj počne, in jaz hočem tja. Ljubezen je logična, odvisnost je postala kronična. Zmerko sve skupaj sva ikonična. Jaz vem, kdo je in kaj počne, in jaz hočem tja. Lipke. Ojoj, ona je totalno napačna. Midva nikoli ne morava biti sam frenda, fatalno privlačna. Noben do zdaj je še ni mogel handlat. Počutam se zadet, nemiren, ko mi čakam, kdaj se bova spet dobila. To je napaka, ogenj v očeh me fila. Med nama je neka magnetna sila, ker sve skupaj čas ne obstaja. Tok je huda, da bi labla čuvaja. Sam v njeni glavi dogaja, ona se pali in ohlaja, pa pol se vrača, odhaja, fore mi izvaja. Pa pol me ljubi, kada jutro ne obstaja, ta napaka naj traja. Priznam, da sem kriv, sem z njo vse največja napaka. Ajde to ti, v mojem live si ti. In komaj že čakam, da grehe spet ponovim. Don't you know it, baby, največja napaka. V mojem live si ti. In kaj nam manjka, naj govorijo vsi. Bravo! Ja, res vrhunska pika, ne lahko rečem samo to. Največja napaka je trenutno toti hudi hit. Danes smo slišali tudi še naslednje, ki zdaj prihajajo in jih bomo tudi poslušali na totem radiju. Vmes bodo prazniki, potem gre Luka malo v Ameriko. In ko prideš nazaj, smo tu, ne? Se dobimo. Se dobimo in poslušamo in bo spet kaj novega in bo kakšna nova ideja prišla. Z veseljem. Okay. Iskrena hvala obema, Luka in Tine, da sta bila danes naša Toti Live gosta, da sta otvorila to adventno sezono Toti Live koncertov. Ja, nič kaj ne rečem. Hvala vam za vabilo v ta prijeten studio, še bolj prijetna družba, super ste. Hvala, ker nas vrtite, hvala, ker podpirate slovensko muziko, hvala, ker nas razveseljujete vsak dan z dobro glasbo in z dobrimi, predvsem smešnimi besedami, ker to Slovenija in svet potrebuje. Tako da Toti še na mnoga leta in živela Štajerska, živeli Maribor. Iskreno. Tinc, daj še ti se sam poslov. Tine. Lep pozdrav. To smo čakali, da ni samo igral, pa da ni samo Bekov zadaj še malo pel. Evo, da je še nekaj Tine povedal. Luka Sešek, Tine Lustek, to je bil nepozaben Toti Live. Kaj vse se je dogajalo v studiu, tudi sliko, mislim, zdaj posnetke, pa je kolegica Anja Škrlec tudi poskrbela, da jih že najdete tudi na naših družbenih omrežjih. Anja, hvala tudi tebi. Prosim. Evo ga. Z veseljem. Zdaj pa še en hudi fotoshooting naredimo. Vi pa uživajte ob totih hudih večernih hitih, pogledajte, kaj se dogaja na družbenih omrežjih in ne pozabite, jutri ob 20 nas že čaka novi Toti adventni live in jutri zvečer bo z nami Adi Smolar. Vabljeni tudi jutri v našo družbo.